strani pa to, kar je slišimo strani. Torej, to je vprašanje do replika. To je vprašanje nastavljeno za naprej. Ampak lahko replicirate, kaj se seveda. Ja, torej, zelo zanimivo je, da vsi tisti, ki mimo tuje rešite ali tuje rešite, ugotavljate, kako stare mestne vedro obiramo, kako je stare mestne vedro zelo lepo živimo. To smo slišali. Seznam praznih poslovnih prostorov, mestnih vedrov, ki jih je 10.
pomeni, da staro mestno jedro ne živi, teh 10 prostorov bi bilo takoj obravljati kot potencijalnih podjetnikov, če bi jim dali da bilo nekaj evrov na mesec. Mestno jedro je svet za življenje. Glejte, zdaj, vi živite v tem mestu, če je to mesto zaradi svoje zadolženosti bolj živo, če imajo mladi več dela, če se v to mesto ljudje priseljujejo, če je gospodarska aktivnost ogromna, če kar vrvi, če so mesta polna, potem jaz gospoda Čevana podpiram. Treba še se bolj zadolžiti, če je temu tako. Vi veste, če je ali ni, presodite sami, kar se pa tiče starega mestnega jedra. Kar se pa tiče starega mestnega jedra. Kaj Ptuj lahko ponudi takega, jaz sem otroka, kam grem turistično? Tam, ko me nekaj pritegne, tam, kjer je nekaj, kjer doma nimam. Kaj mi lahko ponudimo takega, kjer druge ni? Snoči smo se vrnili Sočene z Ljubljane, jaz sem se pripeljal čez Kuho most po 10:30, imeli smo okno odprto in so uspeli avto rekli, fuj, kak smrdi. Označevanje ne stane skoraj nič, je pa to osnova in turizma in razvoja starega mestnega jedra. In za označevanje je bilo časa 12 let. Torej, gospod Šegova, kar se tiče poslovnih prostorov, ki jih ima mestna občina na voljo, jih je preko 360. 10 poslovnih prostorov je minimalna fluktuacija, ki se dogaja, ker nekdo zapre dejavnost, nekdo odide in tako dalje. Torej, od 360 poslovnih prostorov ni nobena katastrofa, o kateri vi govorite. Seveda, gospe vlasti pa še enkrat, 569 evrov dolga na prebivalca v primerjavi z 40 000 evrov dolga državnega na prebivalca je bistvena razlika. In torej, če je 569 evrov katastrofa, to smo nekaj potem. Ne vem, kaj je 40 000 evrov na prebivalca. Lahko pa damo neke druge manjše zbirke, ki bi zelo hitro naredili, dali arheologijo na pogled in domačinom in turistom.
Če je šlo 4 milijone v nekaj, kar je danes prazno in prinaša izgube, je zagotovo šlo narobe. In arheologija bi lahko prinesla prihodke v tujo, je zaprta v depoji. Rešitev, verjetno bo potrebno v sodelovanju s stroko neka sinergija. Arheologija, dvorana, kulturni objekt, karkoli, da bo lahko na ogled in v uporabo. Začel pri gospodu Svenčaru. Ni treba delati analiz. Jaz 25 let delam v kulturi, v dvoranah, v Sloveniji, Hrvaški, Italiji in Avstriji. Torej, živim od kulturnih dvoran. Če je to kongresna dvorana, o tem ne vem nič. Vem pa, da to kulturna dvorana ni in nikoli ne bo. Vprašal bi gospoda župana za 2 podatka, če nam lahko javno povem. Zanima me. Običajno v investicijah v objekte je vrednost papirnatega dela od 2 do 7% ostanejo papirji v investiciji. Koliko so stali v procentu papirji za dominikanski samostan in drugi podatek bi prosil, koliko je stala otvoritvena slovesnost tega dominikanskega samostana. To sta del vprašanja, ki za njega. Tretja stvar, ki je zadnja, je pa ključna. Ko pogledam program župana, ki si želi vaše zaupanje in moje zaupanje za naslednji mandat, 8 ljudi pa ima neko drugo upanje. To je za mene investicijski načrt. Kaj bomo mi spet gradili? Mi se moramo o vizijah pogovarjati. Kam mi želimo priti? Kam mi to mesto želimo uvrstiti? Čez kongres. Prosim. Ja, hvala lepa. Hvala. Končna vrednost za vse aneksi je 2,2 milijona evrov, kar je nedopustno. Projekcija je podražen za več kot 30%, skoraj 4%. Za finančne velike je to zločena investicija. Projektna dokumentacija pa je stala 1,5 milijona evrov, kar je od običajnih 27% v tem modelu 30%. Kaj pa se tiče vsebin? V zadnje leto se je komunikacija samostano zvrstilo 13 kreditov. Tako na tak način, da bi komunikacijski samostan, če že ni priložnosti za kongresne delitve, odprli vse za domače društva in domače okolje, ker sedaj, če še ni društvo imeti koncern, neka delitev za komunikacijski samostan, mora plačati na investilo 1500 evrov. To je del odpustno, ne se ne bilo. za
dominikanski samostan, to je bila ptujska kulturna sramota. Najlepša cerkvena ladja na dvakrat prezidala. V njej skladišča, v njej 6 socialnih stanovanj, kjer so ljudje s mašinami vrtali najlepše freske, kar jih v Evropi ni, ko jih zdaj odkrivajo, na drugi strani pa zgodovinske arhiv. Torej, trojna ponudba v tem objektu, katastrofa. To, da smo zdaj za dominikanskemu samostanu dajemo celovito vsebino in ponudbo, se jaz prepričam, torej to, kar je povedal evropski komisar, pa je bil tukaj in je ocenjeval investicije v vseh 6 mestih znotraj Evropske prestolnice kulture, je rekel župan čestita, najboljša investicija in najboljša naložba, kar ste jo naredili v vseh 6 mestih znotraj projekta Evropske prestolnice kulture. Začne gospod Strelec, pa potem Sonča postoja za Ševo. Imel je prav. Mislim, da je vredno, da imam možnost odgovoriti, če je drugi toliko predpolicijan, za samo za to uspeh. Prosim, da je gospod Strelec, vi ste prvi, potem gospod Senčar, stoja po Ševo. Zelo kratek bom. Jaz sem dolgo od stroke nagrado za mojo predstavo, ki je nihče ni hotel gledati. Ta samostan nima resonance, nima življenja z vami. Druga stvar in zadnja stvar, ptujska kulturna sramota je, da smo bili Evropska prestolnica kulture in takrat smo tisto, kar je najbolj vredno, arheologijo, nismo nikomor pokazali. Torej, mogoče se je za oceno o dominikanskem samostanu vprašal samo en del strokovne javnosti. Namreč jaz sem na simpoziju, ki je bil organiziran prav v tej dvorani in takrat je umetnostna zgodovinarka, mislim, da Ljubljana je rekla, gospod župan, če vas do zdaj ni bilo sram, vas je pa zdaj lahko sram. In to zaradi nove dominikanske samostana. Morajo vprašati še umetnostna zgodovinarka. Pri projektiranju projekta dokumentacije absolutno predlaga 1.400.000 nekje kune. Poleg tega pa še treba vedeti, da za projektiranje ni bilo izvedene javnega razpisa. To pa me zelo moti. Hvala. Moram reči, da še tako prestižne nagrade zame niso referenca, če Ptujčani od tega ne moremo živeti. Če se 5 let že Ptujčani konstantno izseljuje iz tega mesta, ne pristajam na to, da čakamo še 2 leti, še 3 leta, še dodatnih 20 milijonov, bomo Ptujčani postali arheologija. Zdaj
samem dominikanskem samostanu